Lepo pozdravljeni in vabljeni k poslušanju prvega letošnjega pogovora v okviru besednih postaj Filozofske fakultete. Doletela me je čas, da danes sedim v družbi dveh eminentnih znanstvenikov, res dveh uglednih profesorjev z oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete. Razlog za skupno vabilo je pa skoraj sočasni izid njunih knjig, torej dveh znanstvenih publikacij, ki sta nedavno izšli pri znanstveni založbi Filozofske fakultete. Če bi se malo potrudili, bi lahko tema dvema knjigama našli neko hlapen skupni imenovalec. To bi bila denimo tema spomina, spomenikov, padlih vojakov Prve svetovne vojne. A več o tem boste povedala gosta sama, najprej pa mi dovolite, da jo na kratko predstavim. Na moji desni je profesor Vito Hasler, dolgoletni predavatelj na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo, kjer je med drugim predaval etnološko konzervatorstvo, razvoj podeželja, kulturo bivanja in stavbarstva. Profesor Hasler je prejemnik Sletove nagrade za dosežke na področju teorije varstva in popularizacije ljudskega stavbarstva, pa Murkove nagrade za izjemne dosežke na področju etnološkega konzervatorstva. Leta 2015 mu Filozofska fakulteta podeli tudi nagrado za življenjsko delo. Profesor Hasler je tudi član številnih združenj in društev, sodeluje pri obnovi stanovanjskih hiš, gospodarskih poslopij, pa kozolcev, pri izgradnji muzejev na prostem, pa tudi pri urejanju muzejskih zbirk. Ko sem prišel v službo na Filozofsko fakulteto, je ravno izšla odmevna knjiga, ki ste jo uredili, naslovljena je bila Dežela kozolcev, no danes pa se lahko pohvalite z novo izjemno knjigo, ki ste jo ne le uredili, temveč tudi popolnoma sami napisali v celoti. Govoriva o knjigi Dediščina spomenikov Prve svetovne vojne, o kateri bomo podrobneje govorili v nadaljevanju našega druženja. Še prej pa mi lepo prosim dovolite, da predstavim tudi sogovornika na moji levi. To je profesor Božidar Jezernik, tudi on dolgoletni profesor na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo, med letoma 2003 in 2007 tudi dekan Filozofske fakultete. Ob koncu lanskega leta je postal tudi zaslužni profesor Univerze v Ljubljani. Raziskovalno se ukvarja predvsem zgodovino in kulturo Balkana, antropologijo spola, spolnosti, pa zgodovino in politiko kulturne dediščine, s pomenom praznikov, herojev pri ustvarjanju skupnosti. Zadnja leta se posvečate predvsem vprašanju konstrukcije jugoslovanske ideje, pa tudi družbene zgodovine Jugoslavije. Profesor Jezernik je podpisan pod številne znanstveno-raziskovalne dosežke, članke in je na mednarodni ravni pravzaprav vodilni slovenski strokovnjak za Balkan. Je avtor znanstvenih monografij s številnimi prevodi v tujini, pa prejemnik Zlatega znaka Univerze v Ljubljani in Murkove nagrade za življenjsko delo. Recimo njegova knjiga o kavi je dobila dvakrat vrhunsko nagrado na Kitajskem za najboljšo knjigo o kavi na svetu. Konec novembra lani ste prejeli nagrado Inštituta za slovansko filologijo v Krakovu za poljski prevod knjige Jugoslavija, zemlja snova. Danes boste pa predstavili svojo novo knjigo Commemorating the First World War in the Former Yugoslavia. Ta knjiga je delo 13 avtorjev in govori seveda o dediščini spomenikov vojakov padlih v Prvi svetovni vojni. Profesor Jezernik, dovolite mi, da vam za začetek zastavim eno bolj splošno vprašanje o tem, v kolikšni meri po vašem mnenju današnja družba še temelji na dediščini Prve svetovne vojne. Meni osebno se zdi, da glede na to, da je velika vojna pravzaprav vse skozi predmet raznih diskurzov, da precej globoko. Najprej se zahvaljujem za povabilo in predstavitev. Kar zadeva Prve svetovne vojne, pa ja, Prva svetovna vojna je bila izjemno pomembna prelomnica v zgodovinskem razvoju zahodnega sveta in tudi sicer. Pomembna je vsekakor še danes, ampak danes gleda, da se dogajajo neke spremembe, ki bodo šle tudi stran od tega sveta, ki ga je uveljavila Prva svetovna vojna. Prva svetovna vojna je nastala zaradi tega, ker je bil svet, kot je bil urejen pred pojavom dveh novih pomembnih nacionalnih držav, to se pravi Nemčije in Italije,
ki sta postali tudi kmalu kot gospodarski sili. In sta se našli kot taki v enem utesnenem svetu, ki sta ga tako rekoč v celoti zasedali kolonialni velesili iz prejšnjega obdobja, Anglija in Francija. Takrat je skratka prišlo do spopada za novo razdelitev, novo ureditev sveta, ki se je potem tudi uveljavila s Pariško mirovno konferenco, ki je bila za nas konkretno takega pomena, da je veljala dolgo časa za leto nič v naši zgodovini, do druge svetovne vojne, ki je potem kot drugo leto nič v naši zgodovini na nek način pometlo vse te. No, meddržavni dogovori po vojni so državam udeleženkam nalagali ureditev grobišč vojakov, pač ne glede na njihovo narodno oziroma državno pripadnost. Kraljevina SHS, kolikor vemo, je bila pri tem vse prej kot zgledna. Ne? Spomin na avstro-ogrske žrtve je bil potisnjen v pozabo, ker je pač prevladal nek nacionalistični diskurs. Kakšna spoznanja v tem smislu prinaša vaša nova knjiga? Ja, tale knjiga je rezultat enega prav dolgega prizadevanja za to, da bi prišli do vsaj enega začetka razmišljanja o tem, kaj je Prva svetovna vojna prinesla in pustila na področju bivše Jugoslavije. Dolgo časa je bilo treba zbirati ljudi, ki so bili pripravljeni prispevke napraviti z predstavitvami spominov, spominjanja v posameznih republikah bivše Jugoslavije. Za Kosovo recimo mi ni uspelo nikogar pridobiti, da bi napravil prispevek. Za Črno Goro pa sem moral poiskati kolega iz Prage. Nobenega Črnogorca nisem mogel prepričati. Ta knjiga je po mojem prepričanju izjemnega pomena, ampak prišlo je pa kakšnih 100 let prepozno, vsaj če ne še kako leto več. Namreč odpira vprašanja, ki bi jih morali prediskutirati naši predniki takoj po koncu Prve svetovne vojne, ko so se znotraj ene države znašli ljudje, ki so še dan prej streljali drug na drugega. In to je seveda povzročilo veliko problemov v nadaljevanju, posebej zaradi tega, ker o tem niso govorili, ker niso zadeve prediskutirali, ampak so eni hoteli iz tega vehementno delati eno zgodbo o svojih velikih zaslugah, ki so jih imeli za nastanek nove državne skupnosti. Drugi pa so se nekoliko sramežljivo držali nazaj, ker se jim je zdelo, da ni pravčasno, da so ne samo sodelovali, ampak se navduševali za vojno proti tem. Potem so nekako z združenimi močmi to potiskali pod preprogo do druge svetovne vojne, ko je zadeva izbruhnila. Po drugi svetovni vojni so reagirali enako, namesto da bi o tem, kaj se je zgodilo, so zopet pod preprogo tlačili, pa je potem v 90-ih letih zadeva izbruhnila. Da pa ne bo ostala stvar brez posledic, pa kažejo sami te spomeniki oziroma njihovo postavljanje in tudi nepostavljanje. Postavljali so jih v glavnem v Srbiji na veliko, tudi z državno podporo, ogromne državne spomenike. V drugih delih Jugoslavije pa tako rekoč ne. Izjema je Slovenija, kjer so začeli nekako od 24. leta na pobudo nekega gospoda Frana Bonača, ki je zagotovo bil eden najboljših organizatorjev v slovenski zgodovini, pa iz tega vidika vse premalo poznan in cenen, postavljati te spomenike, ki so dosegli potem
grozno številko, kot je kolega Vito pokazal v svoji monografiji. To število dosega 525 ali pa mogoče še kaj več. Kar, če si predstavljamo, da so to počeli ljudje sami, plačali svojega žepa, je prav neverjetno velika številka. Seveda, ko so se potem zbrali ob teh spomenikih, ko so se spominjali svojih prijateljev, sorodnikov in tako naprej, so pa tukaj se potem cepiti začele na čustva, tudi razne politične ideje. In te politične ideje so bile po vseh delih bivše skupne države partikularistične, kjer ni bilo ene same ideje, ki bi povezovala vse. Tukaj se pokaže razlika velika med Jugoslavijo in Poljsko. Na Poljskem so tudi streljali Poljaki v nemških uniformah na Poljake v ruskih uniformah in obrnjeno, pa tudi Poljaki so bili v avstrijskih uniformah, ki so to počeli. Ampak Poljaki so znali najti en pripoved, ki iz tega ni delala problem. Pri nas pa je bil iz tega ustvarjen gromozanski problem, ki je potem imel za posledico ogromno tisočev mrtvih v drugi svetovni vojni in potem tudi v 90-ih letih. Hvala lepa. Profesor Hasler, knjiga Dediščina spomenikov prve svetovne vojne se mi zdi en izjemen dosežek zaradi več razlogov. Prvi zato, ker vam jo je uspelo napisati kljub velikim zdravstvenim težavam, ki so med drugim močno prizadele, ovirale proces branja. Potem pa predvsem zato, ker v njej celovito obravnavate več kot 500 enot dediščine na slovenskem ozemlju, pa ker je seveda raziskovalno delo na terenu trajalo več kot 8 let. Nam lahko nekoliko podrobneje razgrnete proces njenega nastajanja, pa mogoče metodološki pristop. Hvala za povabilo in priložnost, da nekaj o tej zadevi povem. Najprej bi se zahvalil kolegu Božutu, ki mi je kljub tem mojim omenjenim zdravstvenim težavam vztrajal, da nadaljujem s tem raziskovalnim delom. In jaz nisem vedel, ali bom zmogel, to ne zmogel, ampak je potem se izkazalo, da to je ena terapevtska pot, po kateri se splača, bi še komu priporočal, če se mu kaj podobnega kdaj zgodi. In dejansko je s tem postopnim delom od pike do pike, od podatka do podatka začelo nastajati eno zanimivo delo, ko smo se pogovarjali, koliko teh enot približno je na terenu. Recimo, mene je zanimala dediščina prve svetovne vojne, se pravi spomeniki, predvsem znamenja, plošče, karkoli je že, se je izkazalo, da je iz tistih prvotnih ocen 160, ponarast okrog 400, zdaj smo prišli do enote 531. To seveda niso samo spomeniki, so tudi vojaška pokopališča z svojimi označbami, potem kapelice, vojaške kapelice, ljudje so postavljali kapelice v spomin na te dogodke, predvsem pa tudi že med vojno, kar je zelo zanimivo kot neko apotropejsko upanje, da se bojo srečno vrnili nazaj. In takšnih je kar nekaj kapelic. Potem so pa nastopile doba postavljanja spomenikov, seveda s temi zadregami, kdaj se bomo tega lotili. Jaz sem potem brskal nekoliko po podatkih v Evropi, smo zaostali, pa tudi nismo pretirano. Tudi drugod so nekje približno v tem povojnem obdobju nastali spomeniki, so pa seveda si nekoliko drugačni po svoji podobi, tako da spomeniki recimo antantnih sil se nekoliko precej razlikujejo od spomenikov centralnih sil. Eni so bili zmagovalci, drugi poraženci in ta notranja, kakršnakoli bolečina je že obstajala, se tudi v teh spomenikih pojavlja. Pri nas je bilo nekaj bolj umirjenega, seveda smo sodili v krog se ta del Slovenije, Hrvaška tudi, smo sodili v krog teh vojaških poražencev, medtem ko če gledamo bolj proti vzhodu, so pa
spomeniki zmagovalcev, le nekoliko drugačni, in tudi kostnice, recimo veličastnejše, ki so si jih postavili po Srbiji, so mogoče malce spominjajo tudi na arhitekturo, ki so jih imeli Italijani. Italijani so imeli kot drugo vzor. Skratka, nastala je zelo zanimiva podoba teh spominov na Prvo svetovno vojno oziroma na veliko vojno, ker takrat še niso govorili o Prvi svetovni vojni, ampak so govorili o veliki vojni. Ker šele potem, ko po letu 1945 sta te dve vojni dobila te predznaka. No in vsi ti znamenja, spomeniki so del naše kulturne dediščine. Jaz sem kot nekdanji konzervator z tega zornega kota skušal to problematiko osvetliti. V ospredju je bil ta topografski, analitični del, primerjava tudi tipov, ker to se vidi. Ko ti razvrstiš posamezne enote po nekem vizualni podobi, pa tudi po času nastanka, se ti izlušči ena zelo zanimiva podoba, kateri sledi tudi pripoved v sami knjigi. Koliko je bilo pa že pred vašim raziskovanjem evidentiranih spomenikov padlim v Prvi svetovni vojni in koliko ste jih v bistvu odkrili na novo, če morda lahko postrežete s kakšnim zanimivim konkretnim primerom? Vem, da ste prej že omenili številko 160, ampak če gremo zdaj mečko bolj detaljno. Ja, različne ustanove so delovale na tem področju. Akademija znanosti in umetnosti, tam se teh enot nabralo in smo bil navdušen nad tistim podatkom, pa potem, ko zbiraš, se seveda podatki še kopičijo. In pa Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, govorimo o obdobju, tam v 80-ih letih, kjer sem bil tudi jaz zaposlen, in takrat je prišlo ena spodbuda iz Zahoda, da vendarle več pozornosti takratna Jugoslavija nameni tudi spomenikom Prve svetovne vojne, da se začnejo urejati predvsem vojaška pokopališča. To je bila tema, ki je bila nekoliko zapostavljena, in se spominjam kolege zlasti iz območja Zahodne Slovenije, kako so sodelovali pri urejanju pokopališč, tudi spomenikov, tudi prvi članki so nastajali na temo tam 1987, Špelca Čopič napiše en prvi odmeven članek o bolj z umetnostno-zornega kota, pa vendarle je opozorila na celo vrsto pomembnih spomenikov, ki so takrat že stali med nami, bili med nami, ampak ker smo bili pač v takšnem času, več pozornosti je bilo na dogodke iz Druge svetovne vojne, so bili ti spomeniki nekoliko pomaknjeni v stran. No, jaz sem mimogrede tako bolj za anekdoto, jaz sem živel v Savinjski dolini, stanovali smo v šoli, mama je bila učiteljica in bil vaški otrok, ampak nisem imel pretirane družine, ker moji vrstniki so morali delati na kmetiji. In kje sem se igral? Na spomeniku Druge svetovne vojne. To je bilo moje igrišče, jaz sem znal skoraj vse tiste padle borce, žrtve in tako na pamet. No, ampak v sosednji vasi, v Grajski vasi, so pa imeli spomenik Prve svetovne vojne, ker so vaščani si ga postavili v spomin na svoje preminule sorodnike in vaščane. In tiste mi je zdaj pa bistveno bolj zanimiv, ker je bil konj, pa jezdec, gre za motiv svetega Martina, ki deli revežev plašč. Tako da, ne da sem bil ravno fovš, ampak pa ne so bile sam se z nami, da mi je bila pa likovna oprema toliko bolj zanimiva in zaradi tega se mi je ta stvar zdela tako zanimiva, ki pa seveda ni vplivala na to, da sem se lotil te teme. Tukaj gre za naš skupni projekt, ki je rezultiral na tak, po mojem mnenju, zanimive rezultate in še enkrat res hvala vsem sodelavcem, ogromno sem se naučil, jaz te teme nisem prej toliko poznal. Jaz sem zrasel v obdobju po Drugi svetovni vojni, kjer smo se drugim temam bolj posvečali. No, hvala, ker ste napeljali most v moji naslednji iztočnici. Želela sem razmišljati o tem, da nepomembna niti stanje pa podoba teh spominskih objektov. Predvsem pa spomeniki zadevajo v bistvu tako sfero osebnega kot političnega.
Iz tega dejstva izpeljujem vprašanje za oba sogovornika. Profesor Jezernik, kakšen je vaš pogled na koncept spominske krajine? A je ta nujno vpet v neko ideologijo? In pa še kako razmišljate o aktualnih, še vedno odprtih vprašanjih, kot je denimo pokop žrtev iz Kočevskega roga? Ja, to je eno tako vprašanje, ki je zelo pomembno, je pa tudi zelo široko. Pri teh spomenikih prve svetovne vojne pri nas se temu vprašanju vpetosti v ideologijo ni dalo izogniti. Bili so spomeniki zmagovalcem, kot je prej povedal kolega Vito, in spomeniki poražencem. To se je ustvarjala z tega ena taka slika notranje, tudi ideološke razdeljenosti, čeprav je bila ta slika zelo napačna. Namreč, kot prvi slovenskih vojakov v prvi svetovni vojni je padel na Ceru August Jenko, ki je padel kot dobrovoljc, kot so takrat rekli, v srbski vojski. In čisto možno je, da ga je zadela krogla, ki jo je sprožil slovenski vojak, ker so se tam borili tudi slovenski vojaki na drugi strani. Hočem reči to, da mi si predstavljamo tako, kot da je bilo vse to črno-belo, ni bilo. Bili so na eni in na drugi strani pripadniki različnih narodov. V tej vojski, ki je šla na Srbijo, so bili tudi Srbi iz Bosne, Hercegovine, Hrvaške, Vojvodine. In ko so vprašali v neki priložnosti več kot 1000 Srbov, če hočejo rajši na kakšno drugo fronto kot proti Srbiji, se je nikome 18 izjasnilo za to, da bi rajši šli drugam. Več kot 1000 jih je pa šlo nad Srbijo, še zmeraj. Ko so na Ceru ukazali bataljonu praških vojakov, da ne gre na juriš na srbske položaje, so ti češki vojaki odvrgli orožje, zapeli Hej Slovani in korakali proti srbskim položajem. Kaj se je zgodilo? Srbi niso vedeli ali pa niso vedeli za pesem Hej Slovani, pa so začeli streljati po njih, na drugi strani so pa začeli streljati po njih tudi njihovi oficiri kot na dezerterje, tako da so vsi končali. Kam zdaj te uvrstiti? Potem, ko govorimo o teh jugoslovanskih žrtvah, govorimo kot o žrtvah srbske pa avstro-ogrske vojske. Bili so tudi vojaki v bolgarski vojni, niso vojski. Še precej jih je bilo. Kolega iz Makedonije, ki sta prispevala zapis o spomenikih v Makedoniji, imata dokumentirano eno pokopališče, kjer je pokopan nekdo z fotografijami pokojnika v 3 različnih uniformah. Turški, bolgarski in srbski, ki je pač usodna postavila na različne konce. To je ena ideologija. Druga ideologija pa pride do izraza potem, da je ta knjiga natisnjena v angleščini. Zakaj je natisnjena v angleščini? Ker ga v jugoslovanskih jezikih ni bilo možno natisniti. O tem smo se že predtem pogovarjala. Da povem še za druge, ki jih bo mogoče... Tukaj so bili težave sami avtorji, ne? Ja, sami avtorji, ampak tudi založniki, potencialni. Sami avtorji niso hoteli pristati na drugo jezikovno varianto, vsak so vztrajali na svoji. Zdaj, če si predstavljamo, da bi potem bil vsak tekst objavljen v jeziku avtorja, bi bili teksti v slovenščini, v hrvaščini, v bosanščini, v srbščini, v črnogorščini in v makedonščini, kar bi naredilo iz knjige eno hudo solato. Nisem pa mogel prepričati teh sodelavcev, da bi knjigo nekdo,
predstavil ali v srbščino, ali v hrvaščino, ali katerokoli drugo varianto, ker nobeden ni hotel odstopiti. Zanimivo, strinjali smo se pa lahko potem, da je objavljena v angleščini. Kar seveda tudi zelo lepo pripoveduje o določenih, recimo temu, kulturnih posledicah te prve svetovne vojne. Prva svetovna vojna je namreč uveljavila nacionalni princip. Jugoslavija je sicer nastala kot enonacionalna država, ampak se je izkazalo, da je bila predvsem inkubator novih narodov in vsi ti novi narodi težijo za svojim jezikovnim izrazom tudi. No, ko sem pa iskal založnika v Beogradu, pa v Zagrebu, pa so kar malo odkazovali drug na drugega. V Beogradu so rekli, kar v Zagrebu naj poiščem, v Zagrebu pa kar v Beogradu naj poiščem za to, da bi bila knjiga v enem od jugoslovanskih jezikov. Verjetno bi pa se ta problem, kater ta jezik naj bo pri resničnem poskusu realizacije zopet izpostavil kot nerešljiv problem. V sami slovenščini objaviti pa seveda ne bi naredili veliko, zaradi tega, ker zelo malo ljudi iz prostora bivše Jugoslavije bralo slovensko še prej, ko smo bili ena država, zdaj, ko nismo več, pa tako rekoč to ni za njih zanimivo. Jaz pa mislim, da bi moralo, da pravim naslovnik so bralci iz celega prostora bivše Jugoslavije, ker več kot 30 let, ko te države ni, je po mojem res že čas, da se začnemo pogovarjati, kaj in kako se nam je dogajalo, da se je zadeva iztekla tako tragično, kot se je. Mogoče bi se iz tega lahko tudi kaj v sebi, pa v svoji vlogi v svetu danes naučili, kar nam gotovo ne bi škodilo poznati. Profesor Hazler, kakšna je pa po vašem mnenju vloga spomenikov, o katerih pišete? Kako vplivajo na oblikovanje slovenske nacionalne identitete? Kako je z njihovim vsebinskim ozadjem? Mislim, da je to ena zelo pomembna naša dediščina in jaz sem zelo vesel, da imamo vse bolj pozitivni odnos do tega, da zlasti v teh obletnicah z začetku in koncu vojne, pa v vmesnem obdobju, pa še zdaj nastajajo nekateri spomini, jih postavljajo. Ampak na tem, kar ste se ravnokar pogovarjala, sem mislil, kaj bi še dodal. Mene zelo navdušila ali pa pretresla po svoje tudi ta večjezikovnost, ki se kaže recimo na vojaških pokopališčih. So napisi v hrvaščini, v madžarščini, v nemščini in tudi v slovenščini. Recimo na Južnem Tirolskem, tam, kjer so naši vojaki, Slovenci, padali so tudi plošče v slovenščini, kar je del tudi v tistem prostoru del te naše dediščine. Je to navsezadnje en tak lepa oddolžitev temu spominu. Pa še tri znamenja gre. Na eni cerkvi, Lom pod Storžičem, tam je župnijska cerkev, to je nad Tržičem, in jaz bi gospodu župniku ali kdorkoli je že bil dal res državno priznanje za eno gesto, kaj je. Na tej cerkvi na južni pročelju je spominska plošča padlim v prvi svetovni vojni. Pod njo, tudi kaj zraven, je spominska plošča padlim partizanom. Zraven na kapeli, ki izstopa iz ladje, je pa spominska plošča padlim domobrancem. In to so vsi na enem mestu. To so naši ljudje. In to se mi zdi en tak res spoštljiv odnos do vseh teh dogodkov. Ne vem, res mora priteči 100 let in več, da smo zreli tega dogodka in da lahko o tem resno spregovorimo, ampak meni se je zdelo to zelo, zelo pomembno.
Potem pa še ena stvar, skozi te plošče sem prepoznaval tudi naše, recimo temu, etnične skupine, manjšine, ki so živeli pri nas. Spomenik na Ptuju je v nemščini in tudi v stari cerkvi je v nemščini na cerkvi plošča. Skratka, se tudi skozi to vidi, kako smo živeli, kdo so živeli, kdo vse je pri nas še bilo, in to je en takšen zrel, pozitivni odnos do naše preteklosti in da nimate ne nacionalne, ne kakšne že strpnosti. Skratka, mislim, če dobro prebiraš te vire in to, kar nam, če druge, ne samo spomeniki in znamenja Prve svetovne vojne sporočajo, ena taka toleranten, mogoče tudi human odnos do te preteklosti, predvsem pa do teh ljudi, ki so po vsej Evropi razseljeni in na domači hiši pa vendarle imajo označbo s svojimi napisano padal tam in tam na Šlezija, kjerkoli že. Skratka, gre za ene zelo, zelo pomembne označbe, ki govorijo o naši splošni zgodovini in seveda primer kulturne dediščine, ki bi jo morali mnogo bolj še tudi spoznavati, opozarjati na njo in biti sestavni del neke turistične ponudbe. Tega je premalo, da poučimo tudi naše ljudi, pa tudi tujce, kje vse kaj imamo. Pustite, lahko jaz tudi tega. Namreč prej tega nisem, zdaj pa me je kolega Vito spomnil, ko je rekel, da če mora res 100 let miniti prednji, razumemo, da so pokojni in da jih je treba pokopati. Od druge svetovne vojne še ni minilo 100 let in tam imamo še zmerom ta problem, ali jih pokopati ali ne pokopati. Nažalost je po drugi svetovni vojni nastalo ogromno grobišč raztresenih po slovenskem teritoriju. Niso vsi niti še do konca evidentirani, kaj še ne pokopani, niso tudi mrtvi iz teh grobišč še pokopani, kot bi se spodobilo. Ne glede na to, zakaj so se znašli tam v teh jamah. Jaz mislim, da nauk iz te zgodbe o spominjanju na padle vojake v Prvi svetovni vojni, da je ta, da mrtve preprosto je treba pokopati, da je treba sprejeti kot take, ki so del naše skupnosti, naše zavesti, ne glede na svojo politično opredelitev. In jaz bi ob tej priložnosti upozoril, da imamo recimo v Kočevskem rogu še zmerom nepokopane mrtve, imamo še zmerom pri Laškem nepokopane na severovzhodu Slovenije. Jaz mislim, da ena država, ki ima en civiliziran odnos do pokojnikov, da tega vprašanja ne bi smela takole odlagati. Kajti mrtvi, ki niso pokopani, so zmerom potem že to ni v potencialnih političnih diskusijah, ki pa seveda nikoli ne morejo prispevati k temu, da so v družbi odnosi takšni, kot si želimo, da bi bili. In tukaj imamo res eno polje, na katerem je treba s pomočjo tega, kar se lahko naučimo iz spomenikov Prve svetovne vojne, zadevo razrešiti. Mislim, da bi bilo čisto dobro, če našo državo spodbudimo, da se tega loti čim prej, da ne odlaša tega tako, kot se je odlašala diskusija po prvi pa po drugi svetovni vojni. Vi na Ministrstvu za obrambo vodite tudi podskupino za postavitev spomenika samostojnosti, če prav vem.
Pa me zanima, kakšno je vaše mnenje o tem za državo pač precej pomembnem projektu? Ja, kar se mene tiče, pa večino članov, ne samo te podskupine, ampak tudi komisije v širši sestavi, ki je zelo velika, 25 članska, se vsi strinjamo, da je spomenik samostojnosti nekaj, kar je pomembno. V bistvu ni države, ki takega spomenika ne bi imela, in bo zadevo treba tudi rešiti, ampak zmerno je tako, da ko se o teh stvarih pogovarja, se kažejo, da so hudiči v detaljih. In tukaj je zelo veliko takih detajlov, ki so problematični in ki potom verjetno problematični tudi, ko bo diskusija iz teh forumov prišla v javnost, kajti v javnosti bodo tudi druga mnenja, kot se bodo oblikovala tukaj. Kar se mene tiče, mislim, da bi bilo fajn, če se ta spomenik postavi čim prej, da se ga postavi kot nekaj, kar ne prispeva k kulturnemu boju, da ni nov mejnik v nadaljevanju kulturnega boja, ampak da se ga postavi skupaj z eno pripovedjo, z eno naracijo, ki bo povezovalna, ki bo pač skušala mobilizirati vse državljane naše države za skupno delo na boljši prihodnosti. Ali bomo to uspeli ali ne, se bo seveda pokazalo, ampak je tako, ne? Rekli smo že prej, da noben spomenik se ne znajde v vakuumu. Vsak spomenik se znajde v nekem družbenem okolju, v katerem delujejo različni interesi, so prisotne različne ideologije, tudi različne politične opcije. In to je pa en tak za nas, za našo skupnost, težek problem, ki ga imamo težavo razreševati iz preprostega razloga, ker naša demokratska tradicija nekoliko šepa. Naša demokratska tradicija se je pokazala kot šepajoča že pri prvih splošnih volitvah, ki so bile na slovenskem prostoru 1907. leta, in potem vsakič sproti. In iz tega razloga seveda je verjetno, da bodo tudi tukaj se pokazale te težave, kot je že običajno, pa zmerom upamo, da jih bomo premagali. Res bi bilo fajn, če bi nam uspelo. Profesor Hazard, vi v knjigi opozarjate tudi na problematiko ohranjanja in obnove dediščine Prve svetovne vojne, ki seveda v več primerih odstopa od spomeniško-varstvenih načel in pričakovanj. Lahko morda kaj več še poveste o tem? Ja, ohranjanje izvirnikov v njihovih najbolj prepoznavni podobi je zelo, zelo pomembno. Čez 100 let pač prinese različne poglede, različne vzdrževalne in obnovitvene postopke oziroma procese na določeni dediščini, in to je znano v stroki. Zlasti, če gre še za starejše obdobje, ko marsikaj gradivo ni, vse to slikovno opisno, kakršnokoli že imamo, dovolj dostopno. Tle dediščina Prve svetovne vojne pa vendarle je dokaj dobro dokumentirana in se da spremljati. Jaz sem seveda zagovornik izvirnosti, izvornosti, prvotnega podoba, tistega stanja, ki je bilo, ali pa se je blizu tistemu prvotnemu podobi. Značilen primer so recimo vojaška pokopališča,
ki so po vojni bila že po prvi svetovni vojni urejena na določen način, postavljene so bile v večini primerov kaj se reče, betonski križi zanimivo, ojačeni z žico, s tistim španskimi jezdeci, ki jih je bilo povsod polno, in na ta način so malo popucali pokrajino odvečnega žice, ki so bili nadležni. Jaz se še spomnim, še v okolju, kjer sem živel, je bilo, ampak iz druge svetovne vojne, nekaj teh primerov, so ljudje za marsikaj uporabljali tudi za ograjevanje pašnikov, kar je zelo nevarno za živino, pa tudi za ljudi. No, ampak ta proces posodabljanja se je začel zlasti, mislim, da tam v 80. letih 20. stoletja, ko so hoteli te obnovitelji nekaj preveč. In so recimo lesene križe, ki so bili na pokopališčih vojaških prvotni. Ni bilo druge, ni bilo armiranega betona, kaj šele železe. In ker železo so rabili za municijo, za kanone in tako naprej. No in nekatera naša pokopališča imajo železne križe, kar je dvomljivo in zgodovinsko, kakorkoli gleda, spomniško varstveno pa skrajno sporno. In jaz na te stvari upozoril v knjigi, ker po fotografijah sodeč, recimo Log pod Mangartom, pa še številna Soča, Trenta, tam so bili leseni križi. Tisto, kar je vojak, ki je delal križe ali pa tele muslimanske vašulke, je delal iz tistega najbolj dostopnega gradiva. Železa seveda niso. No, ampak tam se zdaj najdejo te železni križi. Razumem pa čas po vojni, ko je bilo tega železa več in beton se očitno najdel in so potem te križe, oziroma lesene križe prvotne so nadomestili trajnejši, recimo armirano-betonski, ki pa seveda žal v številnih propadajo. Nekatere skušajo obnoviti, ponekod pa vračajo recimo neke izmišljene podobe. To je žal se nam dogaja v Bohinju, nekaj popolnoma izmišljena zgodba na dveh pomembnih pokopališčih, Bohinjska Bistrica pa Ukanc, kjer seveda je bil prej lesen križ, zdaj imajo pa strešice gor, pa še kakšne z spaksom privite napise, kdo je tam popravljen, seveda spaksa vojaka niti podrazno takrat ni bilo in to je zavajajoče in tako, kot da bi potvarjal, ne vem, Brežinski spomenik, pa bi ga šel slomično popravljati, ker ima popolnoma drugačno govorico, kot je to danes. Skratka, do te dediščine treba biti zelo pozoren in se zelo skrbno odločati, kaj bo z tega nastalo. Zelo značilne primeri, recimo, ko je 15. aprila 2019 gorelo Notre Dame v Parizu. Se verjetno si spomnimo, kakšen halo je bil, ves svet bo pomagal in kaj bo. Ampak zanimivo, kako se je tako odprlo dilema, ali bomo rekonstruirali, ali bomo dali, ne vem, recimo pleje gor, pa neko steklo, kar je zmanjkalo. Ne, dajmo rekonstruirati. Ko grem jaz avtomobil popravljati, ali pa vi trije, pričakujemo, da nam bojo ustrezno nadomestno del, če se je poškodoval nek, ne vem, kolo ali karkoli, da nam bojo takšnega dali nazaj. Ne pa neko simbolično, vizualno podobo, ki seveda bo lepa na pogled, funkcionalna, pa popolnoma nič. Skratka, pri tej dediščini je potrebno, po mojem mnenju, ne vem, koliko ljudi, zlasti iz spomeniško-varstvene službe, se bi s tem strinjalo, jaz trdim, je treba zamenjati oziroma paziti na njihovo izvorno podobo. In to pa seveda potegne celo vrsto znanj in veščin, ki so pri tem potrebne, obvladovanje obdelave gradiv na pravilen način, ne strojno in tako naprej, razžalovanje, kalanje lesa in tako naprej. Skratka, zelo zanimiva zgodbe, katerim bi bilo morala spomeniško-varstvena služba posvetiti bistveno več pozornosti, kot to posveča danes. Spoštovana gosta, čas, ki nam je bil odmerjen za tale pogovor, se izteka. Jaz se vam prisrčno zahvaljujem za vse misli, ki ste jih delila z nami, pa vam želim vse dobro in veliko uspeha pri morebitnih nadaljnjih raziskovanjih. Hvala. Hvala lepa.